Okay, kako si rekla, najbolj srhljiva slovenska youtuberka je tvoj naziv? Ja, to je moj nickname. To si sama si dala ali so te začeli poimenovati tako? Ja, zato ker sem. Zato ker moj YouTube kanal se stoji iz resničnih zločinov, iz zgodb o duhovih, iz creepypasta zgodb, iz raznih resničnih scary zgodb in vsega drugega, ker je krvavo in nam ne pusti spet po noči. Pa kako si prišla na te teme? Kaj si prišla, da si ugotovila, da jih folk ful radi gleda ali so v osnovi tebe zanimale? V osnovi že tudi, ja. Zaradi tega, ker jaz sem bila mulc, pa moja sestra, ki je 10 let starejša, da skozi čas rišeš morske deklice, pa iščeš vile po gozdu, pa tako naprej, se pravi vse, ker je paranormalno, je the best. Ampak pa sem pa posnela video 5 krajev v Sloveniji, kjer straši. Ampak karkoli ljudem daš, oziroma Slovencem, da bo slovensko naše, ne, sploh če en tujec v Sloveniji govoril ali pa nekaj v Sloveniji, kjer to pa to, tist pa tist in to ljudje gledajo, pač Slovenija je mahnjena na to in pa so to ful gledali. In pa je meni klenknil, da je lahko to moja rdeča nit kanala, ker me tako ful potegne. In je rata. Podobna zgodba v Sloveniji so ti kriminalke, ko so prišli v zadnjih 5 letih ven, so bile full boom, ko je bilo tako, doben ne bere knjig, doben ne bere slovenskih knjig, pa so začeli slovenske kriminalke pisati in je full bangnilo. A res? Ne najdem zdaj full slovenske besede, zato sem bangnilo uporabil. Ja, Jezero Tadeja Goloba, na primer, to sem jih prebral, full dobro. Mi smo imeli festival slovenske kriminalke v Mariboru. Res? Ja, ful zanimivo. To bi pa že mogla iti, a ne? Ful je bilo dobro. Ful je bilo, mislim, bilo je jeseni, zdaj se ne spomnim točno datuma pa meseca, ampak je bilo jeseni, vem, da je bila že korona, bilo je že ono, bilo vsem ful folka. V Lutkovnem gledališču v Mariboru sem imel en pogovor, sem šel gledat s tem Augustom Demšarjem, pa z Golobom, ona dva sta zdaj ful boom naredila, pa še z enim gospodom, ko se zdaj pozvala, kako se piše, ampak on je bil pa že prej ful pisec kriminalk, before it was cool. Kaj se pa dogaja na takem eventu? Bil je pogovor v smislu, na kak način so črpali teme, ker so ful, te knjigi sta ful prepredeni s policijo, naprimer, ne? In pa so jo, naprimer, spraševali, kak si ti preverjal, kak dejansko to poteka na policijski postaji, kak si ti preverjal, kak v onem, kaj eno, ko je za mrtve rezati, kak se že reče, kak zgrejo tam stvari noter. Ja. Oratorij, hočem reči. Obdukcijska laboratorij. Obdukcijski laboratorij. Dobro, nama gre. Torej smo da reči obdukcijska pisarna. Si predstavljaš. Kar je ful fajn koncept za kako serijo. Jaz sem lih naredila drugače video, 3. del že, za YouTube, danes pride ven, najhujši slovenski zločini. In zdaj je en tak vmes od Petra Gaspetija, a poznaš? Ne. Model je 3 družinske člane pobil, se usedel dol na kavč, poklical policijo, se prijavil, rekel, tle je vse krval, pa če lahko nekdo pride, a ne? In policija ni prišla, ker niso resno vzeli, in on kliče nazaj, kao, a kdo prišel, moram še svojo familijo pobiti. Pač, stari moj. Hashtag javna uprava. In ja, in pa so končno prišli. In ja, on je bil čist miren, je šel navaden. Njegov fotor je še rekel, on je bil vedno miren, nimam pojma, kva se je zgodil. Ene 2 motne so mu zaznali, narcistično pa še eno, schizoidno mogoče. V glavnem, take stvari, ja. Pri nas je tudi pestro, sploh si ne predstavljamo, koliko. Pa se to je pomoč človeški naravi, žal, da je tudi grda stran, temna stran. Kje je bilo to, kdaj je bilo to? To je bilo, ne bom se spomnil, tam okoli 2015-16 se mi zdi. Kje je bilo, sem pa pozabila. Ne bom rekla reč. To je ful zanimiv koncept, da pač vzame življenje svoje družini, pa ne sebi. To je tudi res. Ti misliš zdaj delati naprej v življenju, ne? To je tudi res, da sebi pa ne, ja. Ja, okej. Mislim, kaj boš zdaj šel v pekarno delati? On je bil 25 pa 30 let zapora, a ne? In bo 55, ko vam pride. To je tukaj mlado, ne? Še eno bolj grozno zgodbo imam. Ok. Še te zanima? Ja. Ne, sem se spomnila.
Ok, to je bilo pa bliz mene, a ne? To je bila pa moj drug ali prvi del tega istega koncepta najhujši slovenski zločini in je bila ena ženska iz skoraj sosedne vasi, tam nek Tržič, Gorenjska, in je bila pa, ko se že reče, no, hudiča... Klicala je duhove ali Ne, izganjala? da si hudičev pripadnik, no, ko se že reče, če si... Satanist? Satanist, hudičev, nisem se spomnila besede. Ja, in ja, je se pač s temi rituali ukvarjala pa tako naprej in je v tem ritualu tudi ubila eno žensko pred njenim 7-letnim sinem. In je šla valjda v zapora, ne? Ampak še ne vem kaj, nekaj psihično itak nestabilna pa tako naprej, ne? In kmalu potem, ko sem jaz ta video naredila, sem slišala, da je ona prišla ven, ker je tudi malo scary, da je, pa jih začneš ko mozgat, ona je pa zdaj svobodna in pa je šla nekam v Prlekijo, a nekam živeti, bolj v vašem koncu zdaj. In veliko takrat, ful me ena cifra od tam klicala, kaj je to, 0,3, 0,2. Ful nisem ziher. Prle, ki se nimajo za Prekmurca, ne, so ful jezni, če jim rečeš, da so Prekmurci, ampak nisem ziher, po kateri številki so. Mislim, da so prekmurski. Nima veze, ena taka, od tukaj me je skozi klicala, tako, pa tišina, pa nič, pa prekinila, ne, in valjda te že malo strah rata. In takrat sem imela še enega bivšega, tudi iz te okolice in je povedal, da tam, ko imajo oni vikend, je ona zdaj njihova soseda. In on tako mene gledaš, FaceTime varianta je bila pa tako, to te zdiha ona kliče, a ne, pa je skoro tako. Aloh, ne, a veš, koliko je mene strah razen takrat, glavno, to so take stvari. In zdaj bo on ven prišel kot 55 in bom spet uno. Se bo šel pogooglati, kaj ljudje pravijo, mene, Alinka. Next week tam imaš, ne. Boš imela video, pol. Samo veš kaj, vse posod so neke zgodbe, vsak kraj ima neko zgodbo, da tam pa ona hiša, pa tam nekaj pa strašine. Ja. To je vse posod. V Celju, vem, da je tako je bilo ful čudno, mesto se razvija, mesto se gradi, ena kar velika graščina, večja stavba, starejša stavba, tam pa nič, ne. Vsi so govorili tam, da so tam kao domobrance pobijali po vojni in da se zaradi tega doben tega ne kupi, doben noče tega graditi tam nič, bilo kaj delati zaradi teh. Vse posod so neke take male zgodbe, ne? Povsod. Mi smo prav raziskovali, hodili smo po zapuščenih stavbah, zgradbah, karkoli že po Sloveniji. In je bilo kar pestro, razni gradovi, pa v vas Slapnik smo šli. Je pa cela vas zapuščena. Kje je to? Dobro vprašanje. Pozabila sem dejansko tudi, kjer del Slovenije. Predvidevam, da sever, vzhod, ne vem pač. Se bojo pogooglali, tako si rekla? Bojo pogooglali. Ne, vas Slapnik. In je tako do 15 hiš ful starih zapuščenih, pa na začetku pa par novih. A veš, in tako greš noter, dobesedno dobiš tam, ne vem, kavo, dobiš prebor, dobiš ono bajta, ki blahem prišel not in živel, ne, noro je. Na mizi so bile zobe. Odprto je? Odprto? Je pač cela vas je zapuščena, ne. Zakaj? Mislim, da so imeli 2 potresa, to je bila ena stvar, ali enega ali 2, ne vem. In jih je spodil, ker se je veliko zrušil. Se pravi, tudi če kdo ostane, ne boš tam ostal sam v 2 bajtah, ker preprosto nimaš življenja. Pač to kar neko makne. Druga stvar je pa, da je to tisti zaselki v Sloveniji, ki itak kdo bo tam živel sam. Mislim, pač mladi se odselijo, stari umrejo, a veš. In je pač cela vas zapuščena. Pa tovarna Dušika, to je tudi tle nek bliz. Dušiki v Rušah, ja. Ruše, ja. Tam smo bili tudi noro noter. Pa smo pa z Vaneso še raziskovali, kaj pa v bistvu najdla tam papirje, ki so bili popisani not, kako so delala, ne? In je svojega dedka najdla pa take stvari. Tako ful zanimiv. Wow. Čeki, tam je, v tej vasi je, prav odpreš si vrata in greš noter, nekdo je zobe pozabil. Ja, na mizi so. Oni, ko so se odselili in so jim svojci umrli, niso šli vrat zakleniti. Meni tudi to ni jasno. Ali pa zakaj kavo pustiš? A veš, daš jo v vrata avta, ki se odseliš, zakaj kavo pustiš? To meni ni jasno. Ali pa čokolado, ono. Zakaj si to tle pustil? Kako se je mudilo, ne? Ja, prav dobiš ono staro bar kafe socialistično kavo tam. Ja. Noro. Ja, pa vodnak je gor, pa tako ful simpatičen. Sam je, ful je fajn občutek, neka avantura,
ne vem kaj, ko stopiš v eno hišo in začneš iskati. Mi smo to zraven šole, je bila ena zapuščena bajta, ko smo jo hodili raziskovati. V bistvu smo vlamljali noter pa... in to je tako wow, za vsakimi vratami ne veš, kaj bo. Ful je fajn občutek. Dejansko. Jaz se spomnim, ko sem bila mulc, mi je bila najbolj vznemirljiva ideja, da mi en drug mulc k sebi dam povabil, da jaz vidim hišo od znotraj. Pa se brcalo še zapuščeno, pa scary, pa itak, the best. Ja. Da greš gledati, kako kopalnico imajo oni. Ja, to, pa da bomo mami poveš, ko te itak zasliš. Ja, ful je, to sem hotel prej nadaljevati, ful je nekih takih zgodb, vsaka vas, čeprav misliš, da si to enkrat zmislil in to zdaj gre z generacijo v generacijo, ali je dejansko nek element v ljudeh, da si en pač zmisli, tam je nekaj takega. Da v vsaki generaciji je nekdo, ki si gre zmišljevati in polen to resno vzame in govori naprej. Veš, kako je? To zadnje čase mečkano več, ne kako je, kako jaz mislim, da je. Zadnje čase malo več se poglabljamo v te stvari, pa spiritualnost tudi, pa universe. Kaj meni se res zdi, če sem kaj prepričana, je to, da je vse povezan. Pač energy je the one and only thing, ki pač je. Ne more zanikati in je edina stvar, s katero se ne ukvarjamo v tem svetu, ker preprosto imamo toliko drugih stvari in smo čisto zaposleni s traparijem, pa itak si skozi na telefonu, da si preveč busy, da se poglobiš v to stvar, ki pa obstaja, ne? In ljudje nasploh po moje začutijo stvari. Avtomatično, če prideš nekam, kjer je tako vzdušje, te bo strah, je pač energy, ne? Take stvari tako delno začutiš, valjda pa ogromno zraven, verjetno zgodbe pa filmi pa grozljivke, ne? In to skup združen plus neka zgodovina, plus to, da eni dejansko so neki doživeli verjeten ali v svojem življenju v preteklosti ali pa v taki stavbi, kjer pač je neki bilo. Po moje vse to skupno. Ne moreš reči, samo tista stvar je kriva. Ja, to sem že tudi veliko poslušal o tem, da imajo kraji svojo, ali pa stavbe, prostori svojo energijo, ki jo prevzamejo, glede na to, kaj se je tam dogajalo. Ne. Če greš v kak lokal, ko so bile ful dolgo zaprti lokali, je bil prav tako občutek, wow, ne, točno. Zdaj se spomnim. Prej nisi nikoli opazil, ker si bil vsake 3 dni v lokalu ali pa nekaj, ne? Dejansko, ampak vem, da sem naenkrat kolegama tu na glavnem trgu v Mariboru lokal in je rekel, da 100 minut, ne? Z teh 100 minut pa tako, to je ta feeling tega prostora, točno, preko vsi to rečejo, ne? The best. Tako da, ja, če so gostilne lahko, pa če so lahko, ne vem, neki klubi, kjer je folk plesal pa se smejal, ima nek tak občutek pol tudi... Ja. Če se je kaj čudnega zgodilo, ne? Jaz lahko kam pridem, jaz pa verjamem, da bo top hrana, pa so lahko, srežba je lahko super pa vse, ampak je lahko tak vibe, da hočem samo obrniti pa iti, preprosto nekaj ne potegne. Ne? Sam ljudje zanikamo to plat čist, kot tudi tisto, kdaj začutiš, ampak ni pomembno. Dejansko trenutno živimo v svetu, ker po moje nikoli to ni bilo bolj zatiran, kot zdaj, veš. Saj se awakening, pa ljudje se prebujajo, pa razmišljajo o tem, pa več časa imamo, pa karantene, pa to, ampak večinoma še vedno, meni zdi to najbolj pomembna stvar. Isto, kad človeka spoznaš, kaj je važen, ja vibe, ne, ja, mislim, povsod je to, sam čisto ne govorimo o tem praktično. Ne znamo razložiti, znamo empirično dokazati, da to obstaja. Ne? Mislim, če greš za eno razlagati, ki nikoli ni bil v gostilni, te bo sem gledal čudno. Ne? Gostilna ima svoj občutek, nima ga. Ne? Se to moraš začutiti. Ampak spet, kako boš to dokazal? In pol rajš pustiš na strani, kot da greš raziskovati ali pa si spremeš. Ne? V bistvu moraš sprejeti, da ne moreš razumeti v redu. True. Naprimer, ne? Ja. Ampak zakaj misliš, da je to bolj zatirano danes, kot bilo prej? Ne konkretno, da si mi namerno zatiramo, ampak svet je tak, ne? Kaj je zdaj pomemben? Milijon informacij, povsod, bombardirani smo. Kje imaš ti čas se ustaviti, pa pomisliti, kaj je pomemben, kaj te razveseli, če se v življenju sploh nočeš početi. Daj si vzameš 10 minut, 10 minut, da sam sabo pohengaš, da rečeš, kaj ja, kaj ne, kaj ima smisel, kako čutim do te osebe, zakaj imam še vedno v mojem življenju. Tega ne počnemo, ne? Meditacija se približa temu. In avtomatično zdaj jaz to prakticiram, ne vem, nedolg 2-3 mesece, recimo, pa take podobne stvari. In že prek tega, to je to, kar priješ v kontakt sam s sabo, ampak to je čisto nasprotje tega, kar nam ta svet ponuja, ne? Sam hitrost, sam informacije, sam bum. Pa prilagajati se moraš drugače, si pač čudak, tako.
To je fora, po mojem. Ja, ok, ja, razumem, kaj misliš. V bistvu, ja, ko začneš meditirati, ali pa ko se ustaviš in, ne vem, jaz sem ful rad, ker stand-up pišem tako, da si ga sam sebi govorim, ne? Imam pol dejansko 20 minut za sam sabo biti, ne? Včasih si sicer dam muziko, ne? Ampak si vedno dam muziko, ki ni nova, se pravi, že na pamet vem, se mi napoje več, ker sem že tolikokrat preposlušal. In pomaš dejansko čas biti samim sabo, pa svojim materialom 10 minut, pa 20 minut, pol ure, kakorkoli. Ja. In pol ga začneš čistiti, ne? Pol se spomniš nekaj novega. Medtem ko, naprimer, 20 minut si vzameš, dan imaš 24 ur. Ja, Nič novega se nisem spomnil vmes, tistih 20 minut sem naredil največ. Zakaj? Ker je fokusiran čas, ne? Podobno kot meditacija. Točno to. Sploh zate pozame, ker že veva, da nimajo fokusa, ne? To je res. Če sem pozabila, kaj sem hotela reči. A ja, kaj pa čistko, kdaj je kakšna droga? Recimo, lahko je samo alkohol. Ali pa kaj drugega, ne vem, gobice, če sproba, ali pa kaj. Da se gledaš v špegu in priješ v kontakt sam s sabo. Kaj je spet drug level, kot če se tako gledaš na dnevni ravni. Imam ta spomin, sem ne vem odkot, ja, ko se pogledaš, pa se v oči pogledaš, pa se te, wow! Hi there. Ja. Hi, ja veš, jaz, a veš tisto. Ampak vsak dan se pogledaš v ogledalo, ne? Ja, ampak drugače. Sem imel pijan, ko sem bil na tem. Veš prav, vem, kaj misliš, imam ta spomin, pa ne vem, kam ga povezati, ampak ja, tako malo si ono, wow, druga perspektiva. Ja. Fajn je z druge perspektive videti. Ko si glih omenila, pišem sicer en stand-up bit, ko ga ne bi rad preveč izdal, ampak alkohol je fucking zakon, droga. Če veš, alkohol je ful zatiran, ne? Mislim, logično, zato ker se folk fura pijan, pa zato ker se pretepajo, ne? Tudi v družini, z razlogom, ampak kak je fajn občutek, ko sediš nekom za šankom, pa začneš, pa ono začne te sproščati, sam tako začneš čutiti, Hamo pa Rude Bučar. Dolgo nisva bila. To je tisto občutek, ko ga imaš tak, fuck. Ja. Tistih prvih par požirkov, ko skrvno. Ja. To zdaj fulko odvisniško zveni, ampak ta prav feeling mora biti. Ja. Tak, ja, to prav. Ampak ful, ne vem, mogoče je celo drugače, če sediš na nekem rojstnem dnevu in je 15 ljudi in pol mal tam, spet to, kar sem se spremenila, fokus, ne. Nimaš ga tako vredo, kot če s enim kolegom sediš za mizo, pa se začneš meniti. Ja. Pa se začneš meniti, pa ni ono, ne, preko telefona, sem ti poslal, nor Avstralci, ne vem kaj naredil, ne, ali pa bilo kaj takega, ampak je res fokusirano, prav povezava, ne, zvenim zelo, kako bi rekel, sentimentalno. Tipično, ja, ali pa nekaj, ampak je tako. Ne, res, to je dejstvo. Z nekaj sem se še odprej spomnila glede vajba sob. To zdaj nazaj skačem 2 teme, ampak vseeno, to je bilo toliko zanimivo. Jaz sem bila marca v Egiptu, pa sva šla dol z bivšmu do Luxorja in sva bila tam v enem full fancy hotelu. Ampak soba, res lepa, svetla, vse super, ampak jaz 3/4 dan nisem več upala v to sobo, ker brez konkretnega razloga me je bilo strah na smrti sobe, pa eno noč sva imela oba istočasno toliko hude more, res grozno. Jaz sem ves čas ubijala nekoga, mislim, da mami celo, čeprav v mojih sanjah ni obraz od mami, ki je drugačen, pa tako naprej. In tako to v bistvu dobra stvar, kaj pomeni, da se problemov znebiš pa take zadeve, ampak da se zbudim in še vedno, ko sem se zbudila, ko je bil en krvav grafit v mojih sanjah, sem ga še vedno videla na stropu, ker je tudi čudna svetloba od ozum prihajala, ko so bile napisane palme z lučkam pa to. In jaz vidim tist prizora, ne, čist prestrašena, to je res mora, že nekoga ubijaš. In istočasno on leži tako s hrbtom pod meni in dela takole po rami, pa kada bi hudiča klical, tako neki govoril, a veš, pa tako delal. In jaz gledam pa ono panična tam grafit krvav, njega gledam ono, what the fuck, kako je bilo scary. On se pa isto iz more zbudil,
isto, kot jaz, samo da je šla proti njemu huge kača in ko se je zbudil, je še vedno videl, kako gre proti njemu. Pač prelevil se je obema iz sanj v resničnost, istočasno, isto sekundo in je to delo, da me upozori, da gre kača, a ne? Jaz až da k se prideš potem, da si poveš, kva se je zgodil in kadarkoli on nazaj zaspal, jaz nisem mogla, on je nazaj zaspal še vedno v isto moro, jaz pa pač nisem upala, oziroma ko sem nekako zaspala, ampak pa še tam sem imela skozi en privid enega obraza, ki nekako ni pasal na steno, kar nekaj je bilo tam in jaz sem se toliko bala te sobe in nimam še vedno, až pa to javno povem, valjda, da na story mene folk spremlja in mi napišejo, ja, pač ena entiteta je bila prisotna, nek zli duh, je skruno, the best. Hvala, ful pomagaš. Ja, vem, kaj misliš, ko včasih tako realno sanjaš in pa nek učinek imajo sanje na tebe, da rabiš tako na 5 minut, kaj je zdaj res, pa kaj ni bilo res, ne? Ker, ne vem, kako bi rekel, najboljše bi verjetno lahko opisal z besedami, da se ti vtisne tako spomin, da si dejansko nisi ziher, ali ta grafit zdaj res bil, pa ga je nekdo zbrisal, ali še kar obstaja, ali kaj, prav ono rabiš nekaj časa, da priješ nazaj. Ja. Sanje so kar zanimive. Ful je, vsak dan za 8 ur ne vemo, kaj delamo. Tak, odklopiš se. Ja, dejansko. Tako da bi dal telefon v štrom, pa bi se ugasnil, pa ne veš, kaj se dogaja. Ne? To je res noro. Prav ono, ne veš, ki si. Pa se zbudiš v čist drugih legah, pa pozicijah, až pa tisk noge vzun, to mene ful straši. Noge vzun, da jih lahko kdorkoli zgrab. To je meni ne, veš, pa se nazaj, kdaj sem se tako se raztegnil, kaj da me ni strah, veš, mene je skozi strah po noč. Ja. Jaz sem imel tudi ful probleme vedno zaspati v novem stanovanju, ko sem se preselil. Res? Vedno mi je bilo tako, da spet smo tu, ne, pri sobah pa občutkih, ampak ko da bi mogel malo zluftati prejšnjo osebo ven, pa sem se polno navadil. Zanimiv. Ja, na kaj pomisliš? Vsak neki čuta, ne? Sem kako si pa je to razlaga, kad zluftati prejšnjo osebo ven. Pri meni bi bilo pa, ne vem, soba me še ne mara, recimo. Okay. Ampak sem drugače razlagam, ampak to je vse občutek, energija, vibe, ki pač, vidiš? Okay. Soba me ne mara. Mene še ne mara, pa moja že mara. Fora te sobe je, da so tramovi vezani na sredini nekje, ne? Se pravi, kakor si razlaga. In ko tam hodijo po tramovih, jih premika. Se tu vez med tramovi premika in se slišijo tukaj koraki v tej sobi. Nekaj je padlo. Ko tam hodi, ja, ampak drugače. To mora biti ful prijetno, sploh ob 10 zvečer. Sem da noben živi tu, je pa tako misliš, da si sam pa se to zgodi, pa je prijetno. Prvič je bilo fajn, ne? Ko si ugotovil. Ne, ker smo bili tak 3 tu, stranka je mislila skupaj. Drugače pa pridite sem, ker dobite 2 kave. 2 kave na osebo. The best. Ja, so kjer te paranormalne zadeve so kjer zanimive. Ja, to sem se zdaj spomnil. Jaz sem delal en čas v enem lokalu, v Lutkovnem gledališču v Mariboru, kjer tako izklopiš čustven pogled, čutiš, ko si nekje med, sem čudno se to povedal, ampak ko hodiš ti sred dneva, imaš opravke, ne začutiš vredu tega, kar bi začutil mogoče pijan ali na gobicah, ali ko si zvečer nekje v lokalu. In midva s šefom, hodima, nekaj moramo nes dol v klet, ne. Pa spomnim se, da sem nekaj začutil, ko sem stopila v klet, pa sem bil tak, pač registriraš mi, nekaj nosimo, odložimo, gremo gor. In pol mi povedal, da tam noter nekaj je, ne. In pa sem bil tak, sam res, ne, nekaj je bilo. In pol sem delal, to je izgledalo tako, da je, sicer ima svoj lastno hod, ta lokalček je imel, torej, iz onega greš vun, tam noter nič ni bilo, ne? Iz vrta v lokal nisem nič nikoli začutil. Bil pa je WC tak štuk pa pol spodaj in si šel na WC in se je, ne vem, veš, na senzore je bila voda, ne, v pisuarjih in se vklopila, ko si ti bil nekje na školjki, ali pa se, oziroma ne na pisuarjih, ampak na teh umivalnikah se je vklopila voda, ko si bil. Vedno nekaj, prav vedno nekaj. Ali pa so se luči vžigale,
ne, pa niso znali popraviti tega. Ne. Vse je bilo to ful obnovljeno, pa moderno, ampak niso znali popraviti, pa se je kar vžigalo. Tak. To ti hočem reči, take stvari trenutno v svetu niso aktualne, da o njih govorim. Až poveš, to z jih nekaj je, gremo naprej. Noben se ne ustavi pri teh temah, pa juno, ful se dogaja, ful ljudi, ful stvari čuti. Kaj če bi dali malo več pozornosti? Pa ne na scary stvari, nasploh. Recimo, meni se ful dogaja, jaz novo osebo spoznam, sploh če se počutim skonektano, da je pač nekoga na nov sem spoznala. In jaz velikrat preverem misli. Pa ni logično. Mislim, niso, recimo, čisto dva primera. Nek sva bila in on meni odbliž uč slika, ne vem, pa čistko. In on reče, škva sem se zdaj spomnil, oziroma, a se spomniš? In jaz ko sem ja. Kva bi ti, mislim, pa pomislil na kaj? Yes, če bi meni ti to rekla. On je sam rekel, škva sem se spomnil, nekaj v tem smislu. Aha, če bi jaz bil v tvoji poziciji. Ja, vem, kaj misliš, ampak ne, meni se na to dogaja. No, in jaz valjda sprve, takrat, ko so v Ljubljani slikali šarenice od blizu, pa on tako, ja, to sem hotel reči, ok, ne vem, zakaj vem, ampak sem vedela. In potem spet enkrat nekaj kuhava in on začne pomivati in on sem tako, veš kva, pa je tako, ja, spomnim se. In on tako, kva baba, ko smo imeli v šoli, ko smo imeli lim iz vode pa moke, ker je on pomival tam pire, ker je tako malo pocasratov, ampak še zmer je asociacija, ampak to je bilo, on je to pomival 50 minut in pa on sam reče, in jaz ko, ja, lim iz moke pa vode, šuno. In ljudje o tem ne govorimo, kao, dobra fora, veš, sam, kaj je to? Yeah. To je tako največja stvar, ki nas povezuje, ampak pač ne, to zdaj ni pomemben, ker je bolj pomemben na TikToku, bi ta, veš. Podoben primer imamo, vedno, ko kukije jemo, si s kolegom o eni stvari menima. In smo tek stari, mi se vedno menimo to, ko smo zadeta kožovne, ampak ne vemo, kaj ta stvar je, kako se streznemo, oba pozabimo. Spomnimo se, da smo se menila, to smo se že midva menila, ne spomnimo se pa, kaj ta stvar je. Niti približen. Isti pogovor imamo vedno, niti približno, niti teme, niti smeri pogovora, ali bi pozitivno, negativno, nič se ne spomnimo, samo vedno se menimo, pa to se mi vedno menimo. Sam res. Ne moj. Ja. To so te fore, ja. To so te fore. Ja. Veš, kaj je še zanimiva stvar, ne? Ko gledamo vesolje, tja ven, s teleskopi, obstaja ena teorija, ne, ki govori, če bi vesoljci oziroma nezemljani obstajali, bi zdaj že nekaj opazili. V smislu, če bi oni bili dovolj razviti, da bi prišli do nas, bi že videli neke strukture, ne vem, kot je naprimer, kaj že ona kocka, ko okoli zvezde so elektrarne v bistvu postavljene, da črpajo energijo. Okay. Ne? Take stvari bi videli, nekaj bi videli, tam bi videli mogoče kako mesto, ne vem kaj, levo, desno. Ne? Tega še nismo zaznali. Vedno, ko smo zaznali ali pa zaznali nezemljane, so tu pri nas, v naši orbiti. V bistvu, kaj misliš, da se tu dogaja? Jaz imam en tak zelo splošen, simpel pogled na to, da ljudje kdaj toliko omejen razmišljamo. Zakaj mi gledamo na to samo z naše človeške perspektive, pa iz device-ov, ki smo jih mi ustvarjali. Se pravi, imaš teleskop, imaš ti mašuno napravo, imaš ti senzor. Školiko je to omejen? Školiko je to omejena stvar? Mislim, sploh ne znam povedati, koliko široko jaz to gledam, ampak po čem mi sklepamo sploh, da če je neko razvito bitje ali pa nekaj, ki identično zgleda kot mi, ali pa nekaj, ki čisto drugače zgleda kot mi, zakaj sploh čez naše čute probamo razložiti, da so oni sposobni sem prijeti ali ne, oziroma lahko prvo kot prvo, lahko smo mi desen jajčnik od tega vesoljca, pa sploh ne vemo, recimo. Lahko je v taki obliki, da ga ne moreš videti, zakaj bi bil zelen z veliko glavo, pač lahko je zrak, lahko je voda, ki so enkrat spil, lahko je v isto obliko se spremeni kot človek. Še ne moramo tako omejeno razmišljati, da... Ja, ne razumemo tehnologije, ker še nismo videli. Se pravi, če greš ti nekemu domorodcu v Amazoniji, pa mu pokažeš ogledalo, ne? Ja. Mu lahko rečeš, da si Bog, ali pa kaj šele hologram, ali pa laptop, ali pa neki... Recimo, rečeš, ne, vidiš, kaj je... Exactly, ampak še zmer... Tudi če so se oni recimo noro razvili, se niso v isto smer kot mi. Mogoče nimajo ploveče ladje, mogoče so... A veš, kaj hočem reči?
čist druga stvar. Neskončno možnosti, ja. Neskončno možnosti. In mi kaj gledamo, iščemo po nebu leteče krožnike. In to je menuno, res, tle smo ostali, pač zakaj. Ja, ampak tudi, ne vem, naprimer, zelo logično je bilo, da bi na bilo kak svetlobni način po svetlobi sporočali zadeve, da bi preko radijskih valov sporočali zadeve, ker veš, to vseeno obstaja v vesolju, torej tudi, ne vem, vsak planet ima svoj zvok, vsaka zvezda ima nek določen radijski signal, ki ga oddaja, ne. Po teh signalih računamo, da naj bi tudi ostale civilizacije, ki ostale, veš, plavale. Zaradi tega, ker če obstaja nekaj takega, kot je radijski signal, ne, obstaja pri nas, obstaja tudi v drugih zvezdah, spravi so tudi oni, bilo kako so se razvili, tudi če imajo 4 noge, ali pa nimajo možganov, ali pa imajo skupno zavest, ali pa karkoli, vseeno tam tudi radijski signal obstaja in bi ga lahko izkoriščali, ne. Zato tako se tako išče, ne. To je tudi res. Pa je vedno ta opcija, recimo, da smo mi ful neka trpčna rasa, oni pa ne, pa briga jih. Pa zakaj bi sem hodila? Opcij tak milijon. Ja, mislim, ZDA so bile do, mislim, da so šele 41. stopili v drugo svetovno vojno, se pravi, ne 100 let nazaj so bili izolirana nacija, ki je skrbela samo za Ameriko, za obe Ameriki, oni so garantirali neodvisnost vseh držav, ker so hodili čim manj sranja med in se niso hodili vključevati sem, dokler niso Japonci napadli, so bili izolirana nacija. Tako je lahko tudi neka izolirana civilizacija nekje drugje, ko se pač skrivajo metre pod površjem in jih mi svetlobno ne zaznamo, ker vidimo prazen planet. Ne. Točno to. Pa recimo še vedno obstaja verjetnost, da je veliko stvari nam skritih, ker jaz verjamem, da mi itak, jaz sam vem, da nič ne vem. Tudi, ko pride do tebe nek medij, nek članek, neka informacija, nekaj po televiziji, ful gleda in reče, zdaj pa vem. Kaj veš? A si kdaj raziskal? Greš članek, greš, kdo je lastnik dejansko, ne, Slovenske novice, kdo je lastnik tega, kdo je lastnik tizga in priješ gor do unih najbolj vplivnih, tega noben ne raziskoval. To so take družine, ki jih noben ne pozna. Dejansko, kakšna je ta lestvica, ne, in kaj bojo oni sploh hoteli v svet spraviti. Ampak mi verjamemo, ker slišimo, ker rečemo, pa to je knjiga. Knjiga je pojvala, a veš, jaz ful tako gledam te stvari. Jaz sam vem, da nič ne vem, pač še mi tako, ker... Ja, tudi... Čak, bistvo sem pozabila. Kaj sem hotela odgovoriti? Ne. Po mojem, da sem hotela priti, ne vem kako točno do Area 51. Itak ne vemo nič, ne, ampak spet, pa imaš pa te stvari, ki tako lahko ti vse skrita, ne. Imaš Area 51, recimo, ali je tam kaj ali ni, ampak verjetno še ful takih stvari po svetu, o katerih nič ne vemo, že ker je neka baza tajna zaradi bilo katerega razloga, ne, in pač ne vemo, lahko da je tam kaj, lahko da ni, lahko da se ne že v jugi ne bi mi imeli teč krožnika, to veš. Ja, mislim, tega je ful. Tega je ful tudi v Sloveniji, ampak spet, obstaja ta element, da se ne govori o tem, ker pač vlade ne devajo naprej informacij in malo je pa tudi nas je strah in pol ker dismisamo neke ljudi, ki so nekaj dejansko doživeli pa videli. Pa še ta element je, da imaš ful veliko nekih ljudi, ki so pač imeli manjko pozornosti od staršev in potem ne, in potem je ful več viden NLP-jev, ne, zaradi tega, ker taka oseba gleda po televiziji, ta je videl NLP, je rekel, da je videl NLP, jaz ne vem, če mu verjamem, da mi je tudi isto rekel, jaz tudi po televiziji. Dejansko je bil, malo drugačen primer, ampak je bil en, ki jih je bilo tako 16 ali 15 otrok v družini, on je bil nekje v sredini, recimo 7, in je priznal nekih 200 mafijskih umorov, da jih je on zagrešil. In je bilo tako, to ni bilo niti fizično možno, ker nisi imel letala, da bi letel iz tega mesta v to mesto, ko se je ta... Ne? Ampak on jih je priznal, ker so mu obljubili cash. Ne? Pa rahlo je bil prizadet oziroma poseben in so pač mafija mu je dala cash ali mogoče mi je bil kaj dolžen, pa so ga na tak način opravili. Mafija mu je dala cash? Mafija mu je dala cash. Ne. In pol je on ful detaljno razlagal te umore, čeprav so bili tak, ne, ti niti ne bi mogel fizično priti od enega do drugega. Ampak on je pol bil zvezda, so rekli, kaj si naredil, ne? Ampak v zaporu z denarjem, ali kva? Ne vem, če je bil denar, ker se slabo spomni zgodbe. Možno, da je nekaj jim naredil in so jim rekli, so mu rekli, da nič ti ne bomo naredili, če priznaš to, pa to. Svašta. Ja, svašta. Vse teh copycatov pa tega je ful, tudi da imaš serijske morilce in pa nekdo drug hoče požeti to slavo in se bo pač
javo, jaz sem ta, ne vem, Zodiac killer. Ja, in tudi isto delajo naprej, ne, se pravi, mislim, da copycat je izraz za tistega, ko začne iste umore nekje drugje. Ja, imaš prav. Ampak ja, tudi to obstaja, da se nekdo javi na mesto onega, ker je pač bi rad imel pozornost. Ne. Saj neki dosegel v life, veš, kao. Joj. Ti svašta. Ampak ja, ki smo bilo pa že prej, ja, vesoljci v Jugoslaviji, Vesoljci v Jugoslaviji. oziroma v Žalcu, ne, kot je Jože Žemva. Ziher si videla ta video. Ja, po moje, da vem, kjer ga misliš. Zlatoromene oblike. Ja, svetloba. Ja. Vem, ja. V gotovljih za cerkvo. Sam tudi toliko se smeješ, po drugi strani pa ja. Ful je ta človek hecen, ker ful tako detaljno razlaga, Ja. tega, ne veš, ali je prebral ful knjig, pa je Ja, prav ja. Don Kihotski sindrom dosegel, da res Ja. se mu zdi. Ali pa? Ja, enako število bullshita je v njegovi zgodbi kot, ok, ta človek nekaj res ve, ne. Tako da res ne vem, kam ga naj dam, ne. Tudi to, ko se jaz ustavim pri tem, vem, da ne vem. Ja. Lahko ni, nimam pravka z njemu, verjamem, da definitivno nismo sami, to je točno tako, kot da bi zajel žlico morja, pa rekel, ale, ni morskih psov, pač isto je. Ja, če smo že pri neskončnosti, pa da je vse možno, dejansko je možno, da niso nezemljani, ne, pa jih ne vidimo, jih nismo zaznali. Znanost, Sorry, sem te zmotila, ampak ful dobra kratka fora. Mislim, da je iz enega filma celo, vidita dva aliena, po mojem prvo Amerika Area 51 in rečeta, oh, I got alien, pa on tako, yeah, that's how you call me, ampak mi smo njemu, a veš, mislim, ok, dobro, to je to. ja, znanost ima to veliko pomanjkljivost, ne, mislim, včasih je nadomestek za znanost bila vera, ne, tak je, ne. Exactly. Ne? Ja. Tak je. Mi vemo zdaj, znanost nam pravi, da je ta luč sveti s tako pa tako svetlobo. To je znanstveno dokazano. To je, tak je. Ne? Včasih so tako dojemali vero. Ne smeš tega pa tega delati, ker drugače boš šel v pekel. Ja. In to je ful dobro delovalo nekaj časa. Ne? Ful dobro je delovalo, da ne vem, naprimer, da si se mogel poročiti, če si hotel seksati, ker pač niso ljudje, ker tek frocov delali vse posod, ker je bilo to slabo za pleme oziroma za ljudstvo. Ja. To je ful dobro delovalo. In zdaj imamo znanost, zdaj ful v znanost zaupamo. Ampak veš, v enem trenutku je bilo tako, da so govorili, vsi flamingoti so roza. Pa niso vsi. Dejansko obstaja podvrsta, ko so beli, niso albinoti. Beli flamingoti. Dokler naj ti neka kontra dokažeš, ne, ja. je to resnica. Exactly. Pol ni več. Ne. Ja. Pač Luna se vsak tok se zavrti okoli Zemlje. Do trenutka, ko se ne bo. Točno tako je. Ker bo odfrčala. Dejansko je to znanstveno dokazano, da bo odfrčala. Odfrčala bo. Ja. Moj fokus je še vidiš. Ja, adijo. Dejansko ima Lune v popolnem svetu, oziroma v teoriji obstaja, da je v nični toleranci glede na planet, okoli katerega kroži. Kar pomeni, da bi večno in večno na isti razdalji bila. Mislim, da se vsako leto 4 cm premakne stran od nas Luna. In čez milijone let bo ona šla. Marsova Luna, mislim, da Phobos, se pa približuje Marsu. Kar pomeni, da v enem trenutku jo razneslo in mislim, da si direkt pred kamero, veš. Ja, ti govori. Okay. Kažem nekaj tu. Če fitness hod bo pa že pokazal, kva dela. Ja, in bo jo razneslo in bo polno v bistvu ring naredilo, oziroma prstan okoli Marsa. Ja. Ne, tu sem jaz za Zemljo gledala, da bo ring naredila. Koliko jaz vem, bo šla? Vsi bomo eksplodirali, se nivaj, takrat nas nav. Ja, tak, will be long gone by the time. Kak lepa misel. Mislim. Ja, eno vprašanje, si želiš, da so Zemljani realni, ali ne? Vsem mi je. Vsem je? Zakaj? Tako, kot mi je tudi za vesolje več. Mislim, jaz se kličem Alien, pa Alien mama, drugače ne kot moj gang na YouTube, ampak meni je za te stvari ne morem vplivati, ne vem, verjetno ne bom zvedela, mogoče bom, če bom zanimiv, če ne bom, ne bom. Mislim, vsem je, kaj ima veze. Ali pa da smo v Matrici spet,
Lik danes v tunelu pelem, pa sem oh my god, se počutim ta moment res kaj na matrica. Kada ti vmes en feeling pade, pa na eni taki ravni ostaneš, pa nič ni jasen. Ne znam razložiti. Ampak spet, kaj ima veze? Mislim, kaj? Mislim, ja, se verjetno vseeno razumem, ki si pač, ja, se ne moreš vplivati, kaj se sikiram, kaj Ja. razmišljam o tem, ne da se mi. Ampak vseeno, ker smo bitja prihodnosti, vseeno načrtujemo, ne, da boš, ne vem, čez toliko časa mi bo cod zmanjkalo, mora ni nove cote, naprimer. Ne. Načrtujemo vseeno prihodnost. Ampak poštudiraš zdaj, kako bi se življenje spremenilo, če bi ti izvedla, oziroma če bi vsi izvedli, kako bi se tvoje življenje spremenilo, če bi vsi izvedli, Kaj, da so nekaj alieni? je. Da nekaj je. Je itak je, mislim, verjetno. Se pravi, meni je vse in kaj ni, dokler ne bo dol prišli, dokler ne bojo koga hotel ubiti, dokler ne bomo mi ne vem kva naredili, ne vem, kaj ima veze. Ja, okay. Res mi vse, mislim, se Živimo pravi, v trenutku, ne? tako ko se hitro odločim za en tatut, ko je meni tudi za take stvari malo, meni ful pa še biti malo jebi veter, veš. Aha. Ja, Kaj pa ti? glede tega vprašanja? Zveš, da so, da imaš dokaz trden, da... Ja, mislim, se strinjam s tabo v tej tezi, da se ne moreš nič pomagati, ne? Ne moreš pohitriti tega procesa, ne moreš ga upočasniti, ampak me ful zanima, ne? Zakaj? Zato, ker, čakaj, da najdem prave besede, ampak zato, ker, a veš, kak je, ko te zanima, res zanima, kaj je next level v neki igrici, ne? Serija. Ha? Serija. Seriji, naprimer, še boljši primer, ko si ga več ljudi lahko vzame za svojega. Aha, okay. Zanima te, what's next, ne? Štekam, ja. Zdaj, mene zanima, kaj bi bilo, kaj bi folk naredil, kaj bi jaz naredil, ne? Bi se spremenila struktura ljudi tako, da bi v bistvu se moje življenje zamajalo, ne? Naprimer, zdaj, mogoče čuden primer, ampak v Ukrajini se pripravljajo na vojno Ja. in tam zdaj nekdo, ki je dela na radiju, / je stand-up komik, tako jaz, Ja. njemu se je življenje zdaj spremenilo. Zdaj ni več toliko nastopov, ne? Naprimer, ne? True. Mene zanima, kaj bi se zgodilo. Ker, by the way, ne, zdaj, ko je bila ta korona, pa to, so kar začeli priznavati, ja, nekaj je, pa ne vemo, kaj je. Se spomniš tega? Kaj je to sploh? Da so, zakaj mislim, da je priznavati? NASA, ali je Pentagon, ja, ali ja, je ja. vlada, ne vem kdo. Ja, za vesoljce govorijo. Ja, to sem pa videla, ja. Ja, In ja. je bilo kar tako, ja, opažamo nekaj, sam ne vemo kaj. Ja. To smo že 100 let vedeli, pizdava materna, ne? Veš, tako z legom zadaj, ko Internet Explorer. Ja, imate prav, hvala. Ne, to je ful meni tako simpatično, ker ljudi zanima. Jaz vem, da sem drugačen, po mojem od večine, ja, ampak sem tako, močno imam ta občutek, da stvari so take, ki morajo biti. Aha. Ali pa to je ta reality. Jaz še vedno, neskončni so, reality so neskončni, še vedno se mi zdi, da lahko basically skočiš od drugega in se avtomatično spet postavi na tistega, kar mora biti. Ne vem, kako naj to zdaj na hitro razložim, ampak tudi kar se tega tiče, če mi pripada, da vidim vesoljce, dokler sem živa, kul, če ne, tako mora biti. Tako jaz verjamem v te stvari in tudi glede tega je tako. Kompleksnost vesolja je ful prevelika, da bi lahko mi bilo kaj spreminjali, ne? Ali pa karkoli drugega. Ja, Vse je vse mislim- vesolje, mislim. Če že tega gledaš, že Trump ni ful spremenil Amerike, pa so vsi mislili, da bo konc sveta. Pa ni. Pač, mislim, vse je naredil neke pizderije, ampak kako malo trenutka, oziroma kako malo Ja. momenta ima nekdo tek slavn kot Donald Trump z pozicijo predsednika ZDA. Ful malo stvari se je spremenilo, ne? Točno to. Kam te jaz? Točno to. Me pa še zanima, pol, mogoče, a moramo začeti? Ne, ti si A ja. Simpsonovi pa napovedovanje prihodnosti, to mi pa ni jasno, Ja. to pa ne vem, to pa... A si videla kdaj, kako izjavo od kakega kreatorja, ker sem Ne. to prav iskal, a ga je kdaj kak novinar vprašal, kaj je s tem? Jaz nisem tega nikoli zasledil še. Sem samo prebrala nekje, da glede na to, koliko je dejanskih epizod, koliko je mini dogodkov, koliko je večjih dogodkov, da je pač že normalno, da se kakšna stvar poklapa. Sam meni se zdi, da so kakšni, tiste, ki pa se poklapajo, so pa v detajl. Ene se fulu detalje, tako ene 6-7 stvari v eni sceni, ko je bilo res. Ja, naprimer, točno ne. to, rekel bi, ja, podoben dogodek se je zgodil, ne pa detajli. To mi je pa res čuden. Mislim, da še bil, da so ending Game of Thronesov napovedali, da je bilo Ja, ful ja, ja. podobno. Pa za Trumpa isto.
ful stvari je bilo tako. Ja, tako prav kadri Za so 9/11 je bilo identični, nekaj, ne? outfiti so identični. Ja. Kobe Bryant, a ne, ki je dol krešnil. Točno, ja. Identično. Prav noro, no? Ja, čeprav, ko smo že pri tem, kako začutiš stvari, Van Gogh, ne, njegove slike, Ja. so ful podobne tisto, kar so pol s Cassinijem slikali Jupiter. To pa ne vem. Si videla to? Ne. Ful podobni vzorci so. A res? Kot da bi on videl nekaj A v res? sanjah, v kakršnikoli. Ja, ful je podobno. Dejansko, ko so slikali Jupiter, so ful podobni ti taki kroglasti vzorci so z planeta, ko jih je on imel na slikah. Tako da, mogoče obstaja en on nivo, ko se lahko nekam v svojo glavo potopiš, pa pol veš, kaj bo on rekel za krompir ali kaj že. Ne? Zdaj sem se spomnila. A si šel za Autobody Experience? Ja. A si ga imel? V sanjah, ja. Da sem sam sebe gledal z višine ali nekaj tak. Ok, ja, to zna biti to. Ja, to zna biti to. Čeprav, a veš, imaš opcijo, da se gledaš, imaš pa opcijo, da potuješ. In eni so torej sposobni. In eni grejo sami iz telesa malo na sprehod, jaz sam padem iz telesa, ti greš recimo, se gledaš od zgor, eni grejo pa v vesolje. Si predstavljaš, da greš v vesolje, pa pač vidiš tam te vzorce in jih narišeš. Pri zavesti to, ne v sanjah, ali kaj misliš? Ne, to, mislim, Autobody Experience, ja, lahko greš iz meditacije, se mi zdi, ampak jaz recimo grem najprej v lucidne sanje, pa v spalno paralizo in pa se zbujam iz spalne paralize, grem lahko v Autobody Experience. Spalna paraliza je kar Jeba. strašljiva stvar, ja. Stranje. Ja, da se ne moreš premikati, pa da nekaj se dogaja. Ni fajn. Ne, Pa res. čudni zvoki, res čudni zvoki. Pa vse opaziš, verjetno, ne? Kako to Tako misliš? gluhi, ful bolj vidijo stvari, oziroma tisti, ko so slepi, ful bolj še čujejo, ne? Se ti drugi Ja. čuti izostrijo. V paralizi je ful glasno, vse še sirene slišam. Enkrat sem imela tako buldoga zraven glave, ki je bil tako... Ja, že prav ti zvoki proizvajajo, slino se je zvono, ker si znajo. Tako, no, svašta. Pa enkrat, kot da sem na podzemni postaji, ne kot da bi bila, tam so ti tramvaji, pa to, ful šivo se, ampak res so na množicah, vsi en čez drugega govorijo, veš, tako res gužva. Puno weird pač, tako res, kje to pride? Pa res na glas, a veš. Pa kaj, če kaj si hodila vprašati glede tega? Če si že kdaj doživel? Van Gogh, a ne? Ja. Mogoče, če isti vzorc narisal, mogoče je potoval iz Autobody Experience in... Nekaj takega jaz ne smisla. Ful sem ponosna, da sem se spomnila, kaj sem hodila povedati glede na moj fokus, še polno sem. Ja, več en tak slab, ko misliš.